Francozom in Nemcem je treba čestitati, kako dobro znajo zapakirati isti izdelek na več povsem različnih načinov. Francozov v tem pogledu res ne hvalimo prvič, a tokratni primer je morda še posebej izrazit, kajti v teoriji enaka Aircross in Crossland sta v praksi močno različna. Najprej je tu dizajn, kjer je Crossland seveda bolj nemško zadržan, Aircross pa izredno simpatičen. Bistveno pri tem je, da Aircross zelo očitno kaže, da Citroën eleganco prepušča Peugeotu. Po novem stavi na IKEA dizajn, torej na pameten smart dizajn, pri čemer lahko smart zapišemo kar z veliko začetnico. Kajti prijemi so povsem enaki kot pri avtomobilih znamke Smart. Citroeni nove dobe so namreč sila barviti, vsi sestavni deli so igrivo domiselno oblikovani, a na cenovno preprost, torej na zelo ceneno plastičen način. Je pa dejstvo, Opel je ureditev kabine opravil bolje. Odlagališča bi recimo v Citroenu morala biti bolj smart oblikovana in tu je smart seveda pridevnik, torej z malo začetnico. Prostora je sicer načeloma kar veliko, seveda če upoštevamo dejstvo, da je Aircross malček. Je pa treba vedeti, da ima Citroen vsaj še en podobno prostoren avto, Cactusa, in tudi klasičen C3 je zelo blizu. A smisel Aircrossa je v tem, da je SUV. Kaj pa to v praksi sploh pomeni? V primeru Aircrossa ne bo prav samo po sebi razumljivo, niti po večkratnih vožnjah. Kajti vozniško gledano Aircross ne vleče v nobeno smer. Ni legendarno citroenovsko mehak, nikakor ni terenski, dinamičen pa sploh ne. To je avto, ki ga kupiš, ker je bolj simpatičen kot pa klasična, pričakovana izbira. Vozne lastnosti pa ti sploh niso tako zelo pomembne. Kljub temu pa vas moramo opozoriti, da če ste vsaj pol toliko avanturistično dinamični kot ljudje v Citroenovih propagandnih gradivih, v konfiguratorju obvezno odkljukajte sistem Grip Control, ki prilagaja vožnjo v težkih razmerah. Mi smo ga v snegu zelo pogrešali. In motor je sicer varčen, a 5-stopenjski ročni menjalnik je s svojimi dolgimi hodi zdaj že res tako staromoden, da če le zmorete, izberite samodejni menjalnik.